Pozdravljeni, smo že pri ponedeljku in pri naših urah slovenščine. Za delo boš potreboval delovni zvezek na straneh 66, 67 in 68. Si pripravljen? Pa začnimo. Iglu. Kaj je to iglu? Poznaš to besedo že od prej? Mi mogoče znaš povedati kaj o igluju? Veš, na katerem koncu sveta imajo taka bivališča? Kdo ga naredi? Kako ga naredijo? Zakaj ga uporabljajo? Ali misliš, da v takem bivališču živijo ljudje celo življenje? Iglu je pravzaprav posebna vrsta bivališča, ki so ga izdelovali Eskimi iz ledu in snega. Če želiš izvedeti več o njem, malce poišči po internetu, kaj tam piše o iglujih. Tudi v delovnem zvezku se nahaja krajše besedilo, ki ti bo povedalo nekaj o tej posebni vrsti bivališča. Vzemi delovni zvezek in najprej potihem, potem pa glasno preberi besedilo o igluju. Ustno odgovori na moja vprašanja. Je bilo besedilo razumljivo? Se ti je zdelo težko? Zakaj? Ali je bilo besedilo zanimivo? Še kaj posebej zanimivo? Zakaj? Ali misliš, da je besedilo resnično? Kako veš? Sedaj pa nekaj vprašanj o samem besedilu. Kdaj je zapadlo veliko snega? Kdo se ga je razveselil? Koga sta poklicala na pomoč? Kaj so delali iz snega? Kako so jih zlagali? Kakšen vhod je imel iglu? Kaj sta naredila Jure in Taja, ko je bil iglu narejen? Kaj jima je predlagal Matjaž? Katero žival je naredil Jure? Katero snežno žival je naredila Taja? Kdo je prišel na dvorišče? Kaj jima je bilo najbolj všeč? Kam sta ju povabila Jure in Taja? Katero orodje sta potrebovala Jure in Taja? Na kaj sta morala paziti pri izdelavi sneženih kipcev? Do kdaj so lahko občudovali snežne živali in iglu? Sedaj poskusi ustno obnoviti besedilo, tako kot to počnemo pri bralni znački. Govori lepo knjižno, glasno, jasno in tekoče. Pripravi peresnico. V delovnem zvezku odgovori na vprašanja v prvi nalogi. Odgovarjaj v celih povedih. Ne pozabi na velike začetnice in piko, ki morajo biti zapisane z rdečo. Če želiš, lahko pišeš tudi z malimi tiskanimi črkami, vendar v tem primeru vzemi zvezek z vmesno črto in odgovore zapiši kar tja. Ne pozabi zapisati naslova, ki je iglu.
Pri drugi nalogi napiši svoj naslov za prebrano besedilo. Kako bi temu besedilu dal naslov ti? Pa gremo veselo na delo, ker nas čaka še nekaj nalog. Sedaj smo zaključili z delom o igluju in gremo na naslednjo stran v delovnem zvezku. Tu si pa res podrobno oglej sliko. Kaj bomo počeli? S pomočjo vprašanj se bomo najprej pogovorili o sliki, potem pa boš poskusil oblikovati čisto svojo zgodbico. Sedaj si sliko postavi pred sabo in odgovarjaj na moje vprašanja. Kdo je prišel na zasneženi breg? Kateri otroci so prinesli smuči? Ali imajo vsi smučarji čelade? Kdo ne? Zakaj? Kdo teče ob dečku s tekaškimi smučmi? Kateri smučar ni upošteval pravil na smučišču? Kaj se mu je zgodilo na cilju? Kaj bo moral hitro storiti? Zakaj? Ali so na bregu sankači, tisti, ki se sankajo? Ali se varno sankata? Kdo se kepa? Kakšne kepe so naredili? Kdo je naredil več kep? Kam se skrijejo pred kepami? Kateri otroci valjajo kepe? Kaj so že postavili? Kaj bodo še naredili? Kako se počutijo otroci na zasneženem bregu? Sedaj je tvoja naloga, da s pomočjo teh vprašanj in s pomočjo sličice sam sestaviš svojo zgodbo. To smo že počeli večkrat v šoli, tako da mislim, da s tem ne boš imel težav. Otroke poimenuj, izmisli si svoja imena, pazi, da ima zgodba začetek, neko zanimivo dogajanje in konec. Konec si izmisli sam. Zgodba naj bo čim bolj zanimiva. Za konec pa reši še drugo nalogo. Napiši nekaj povedi o dogajanju na sliki. Pišeš lahko z velikimi ali z malimi tiskanimi črkami. Za tiste, ki se boš odločil, piši z velikimi v zvezek na črte, z malimi tiskanimi pa v zvezek z vmesno črto. Ne pozabi na naslov, lahko je ta naslov Zimsko veselje, lahko si ga izmisliš tudi sam. Pazi na velike začetnice in pike. Piši natančno.